Pred vami je tudi razširjena programska knjižica, v kateri lahko najdete nekoliko obsežnejše tekste, tako v slovenskem, tako v angleškem jeziku. Naj povem, da smo letos prvič tudi prisotni na italijanskem področju, torej čez mejo, prav tako tudi na avstrijskem Koroškem in pa tudi na Hrvaškem, torej v Zagrebu in v Rijeki. Moram reči, da smo izjemno zadovoljni z dosedanjo predprodajo, da je izjemno veliko zanimanje za največje prireditve, to je otvoritev 19. junija z orkestrom Londonske filharmonije, pa potem 8. julij Mjungčunki Milanska skala, pa Brigantina 15. in 17. julija, 16. julija koncert z Slovensko filharmonijo in našima znanima opernima solistoma Sabino Cvilak in Janezom Lotričem. Ta koncert bomo posvetili Puccinijevi obletnici. Potem takoj v začetku avgusta kar dvakrat Marinski in znani Valerij Gergijev z Erachimom in Macujevim, pa seveda proti koncu Morricone, operne predstave v izvedbi Mariborske opere, potem Maggio Musicale Fiorentino z Mehto, kot dodatek 3 predstave baroka v režiji Tomaža Pandurja in v izvedbi gledališča iz Madrida. Tako da gre res za obsežen program, seveda je tudi veliko obdogodkov, če temu tako lahko rečem, od kina pod zvezdami do likovne kolonije, do sodelovanja s humanistično fakulteto iz Kopra, kjer bo okrogla miza v kulturnem dialogu in seveda delovanju festivalov, pa ne samo festivalov, tudi širše na tem področju. Med koncerti srednje velikosti, pa prav posebej pomembnimi, bi izpostavil koncert Evropskega komornega orkestra z Mišo Majskim, koncert tria Midori, še prav posebej pa koncert moskovskih solistov z Jurijem Bašmetom 9. julija, katerega pokrovitelj je že kar nekaj let zapored tudi naš pokrovitelj, farmacevtsko podjetje Lek. V tem trenutku smo na 30% izdanih, je pa še veliko rezerviranih in danes in jutri je ogromna gneča, tako da smo seveda ukrepili ekipo na blagajni, pa tudi na drugih mestih. Moram povedati, da se prodajajo vstopnice tudi na Petrolu in pa v Kompasovih poslovalnicah. Vedno več vstopnic se dejansko proda preko interneta, tako da zaradi tega smo se odločili za tako temeljito prenovo naše spletne strani. Zdaj me ena stvar, kako glede na to, da je mesto vsak po leto manj sredstev nameni za festival, ali pa recimo vse v primerjavi s prejšnjo županjo, kako pač imate kvaliteto na istem nivoju ali pa celo danes smo slišali, da je višja vsako leto? Poglejte, mestna občina je ustanoviteljica in lastnica Ljubljanskega festivala. Za zagotavljanje dejavnosti festivala smo prejeli v letu 2007 1.700.000 evrov, od 4,5 milijona, kolikor je potrebno za funkcioniranje tako Križank, kakor tudi Ljubljanskega gradu in seveda vse programe, ki se tukaj dogajajo. Ta sredstva so v zadnjih dveh letih padla, vendar se z mestno občino dogovarjamo, da bi prišli nazaj na nivo, ki smo ga imeli leta 2006. Ti dogovori še tečajo in upam, da bodo uspešni, saj je ta manko 200.000 evrov, ki se nam je zgodil v lanskem letu, strani mestne občine za nas kar velik napor. Po drugi strani pa smo pridobili več sponzorjev, kakor v preteklih letih, in pa tudi prodaja vstopnic nenehno raste. Zato seveda sem prej omenil, da naši programi kvalitetno rastejo, prav tako število obiskovalcev in tudi zaradi tega smo lahko trenutno pokrili to razliko v financiranju.
Seveda pa si dolgoročno želimo, da bi sredstva strani mestne občine Ljubljana še narasla in prepričan sem, da bomo z argumenti in pa z dobrim programom v prihodnje to tudi uspeli izpogajati.